Torej, dober večer, spoštovani obiskovalci, med nami pozdravljam nocojšnjega sogovornika predavatelja, gospoda Komata. Rad bi pa povedal vodoma nekaj besed o socialnem tednu, v sklopu katerega se odvija tudi ta večer. Torej, dobrodošli na dogodku, ki poteka v okviru 4. socialnega tedna v Sloveniji. Letošnji socialni teden skupaj pripravlja več kot 60 skupin nevladnih organizacij, izobraževalnih ustanov, župni, podjetij in medijev. Na njem se bo v tem tednu zvrstilo 67 dogodkov, okroglih miz, predavanj, diskusij, delavnic, pa tudi radijske oddaje, razstave in druge oblike srečanj. Socialni teden se vsako leto začne z uvodno okroglo mizo. Sledijo jih dogodki po vsej Sloveniji, zaključi pa se z dvodnevnim seminarjem. V okviru projekta poteka tudi fotonatečaj s svojimi prispevki, se ga udeležijo blogeri, posnetki nekaterih dogodkov pa so dostopni tudi na svetovnem spletu. Z naslovom Zakaj še zaupaš smo se želeli dotakniti črnogledosti in malodušja, ki vladata v Sloveniji. V poslanici smo med drugim zapisali. Leta krize izčiščujejo sliko tudi v Sloveniji. Danes veliko bolje kot pred leti vemo, kateri posamezniki, podjetja, organizacije ali javne inštitucije so vredne našega zaupanja in katere ne. Bolje vemo, da je zaupanje odvisno predvsem od verodostojnosti ljudi na odgovornih mestih. Bolje vemo tudi, da smo na odgovornih mestih vsi. Socialni teden ni zgolj serija dogodkov, ki bi jih pripravila neka velika profesionalna organizacija. Pripravljamo jih povsem običajni državljani. Na skupnih srečanjih že nekaj mesecev pred samim socialnim tednom skupaj določimo temo in napišemo poslanico. Socialni teden želi tako prispevati k krepitvi civilne družbe in posameznikov v njej. Posnetke z nekaterih dogodkov socialnega tedna si lahko ogledate tudi na internetu. Tam lahko pustite tudi svoje mnenje. Želimo, da bi tako danes, kot tudi v bodoče, znali prisluhniti drug drugemu, se pustili sprovocirati in povedati svoje mnenje. Zdaj pa še nekaj na kratko predstavitev našega gosta, torej gospod Anton Komat. Mož, ki je postal sinonim za sobivanje z naravo. Agens movens vseh velikih naravovarstvenih akcij zadnjih 20 let, pisec različnih knjig o ekologiji, ki kot predavatelj, kolumnist in avtor televizijskih oddaj vodi svoj osebni projekt ekološkega opismenjevanja. Medtem, ko sta politika in gospodarstvo ob svetovni krizi obupana, jo on jemlje kot priložnost za pohod simbiotskega človeka, ki bo za svojega zaveznika na zemlji spet vzel naravo. Torej, tudi še enkrat. Hvala. Nocojšnji pogovor bomo začeli z naslednjo istočnico. Naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet. Ta lep krog različnih poklicev bi prosil, če nam predstavite, kaj stojice. Ja, to je, ta stavek se mi zdi, da vsebuje sporočilo tako iz tega stanja v sodobnem svetu, ki je prišlo do neke točke, da ni več po meri človeka, ampak je presegel vse te normalne okvire človekovega dostojanstva. Torej, naj bo kmet zdravnik, pomeni, naj kmet prideluje hrano, ki nosi zdravje. Kajti že Hipokrat je zapisal pred 2000 leti, naj bo hrana tvoje zdravilo. Torej, tisto, kar danes dobivamo, ni več hrana, ampak je substitut oziroma nadomestek hrane, kar nam ponujajo trgovske verige. Naj bo kmet zdravnik, naj bo zdravnik učitelj, je drugi del zgodbe
zgodbe, torej zdravnik bi moral učiti, kako zdravo živeti, ne pa danes, ko je medicina v primežu farmacevtskih koncernov. Vemo, da nekoč je raziskave v medicini so financirale države. Nas 80-90% vsega denarja za financiranje raziskav medicinske stroke daje farmacija. Farmaciji pa ni cilj, da smo zdravi, ampak cilj, da je čim več bolni. Zato gre za reprodukcijo bolezni, ne pa za produkcijo zdravja. Kdo je do tega prišel, vidi, moramo sami poskrbeti za svoje zdravje, ne pa zaupati koncernom, ki reproducirajo bolezni. To je drugi del, tretji del, torej kmet, zdravnik, učitelj in učitelj kmet smo v naših otrocih. Kajti virtualno opismenjevanje, neka računalniška tehnologija v končni instanci prinesla, da ti ljudje, ki so vzgojeni ob ekranu, začnejo mešati, kaj je to realni svet, pa kaj je to virtualni ali pa umetni ali pa elektronski svet, torej mešanje realnosti in tistega, kar je virtualno. In potem se dogajajo velike težave pri prehodu iz tega virtualnega sveta v realni svet, z vsemi šoki in stresi in duhovnim uničenjem, ki je, da smo ga danes pričali, begom drogov in tako naprej. Torej vidimo, da je računalnik lahko izjemno močan pomočnik, da sme postati gospodar človekovega duha. In torej tisto, kar je nujno potrebno v šolskem sistemu, se imenuje traditional ecological knowledge, nova paradigma, ki zunaj nastaja. To pomeni, da znanje naših prednikov, oni so znali skozi stoletja preživeti v tem prostoru, kljub vsem vojnam, so le hujše krize, kaj danes, nesreča in tako naprej, in naravnim ujmam, so stoletja videli v tem prostoru in znali preživeti. Mi danes pozabljamo žal pozabljamo zid, ali pa vem kaj narediti, so gledalo kakšne funkcionalno nesposobne ljudi, kar je tak cilj taka izobrazba, ki producira fah idiote, da vas opravilno sposobne ljudi, ki so lahko afirmirani v neki lokalni ekonomiji. Torej vidimo, da ta niz tega rekla, kmet, zdravnik, učitelj, kmet, pripelje iz kmeta nazaj do zdravnika. No? In jaz tukaj vidim neko pot v bolj varno družbo prihodnosti. Prej ste prav, jaz sem od gospodom priliko prej pol ure debatirati pred tem srečanjem in sem si zapisal tudi eno njegovo misel, ki pravi takole. Učijo nas več znanja za večjo konkurenčnost. Gospod popravi drugače. Več domišljije za velike spremembe. Ja. Tisto, ko sem poslušal zadnjih 20 ali 15 let v Sloveniji iz raznih ust, katerih koli politikov, pa jaz ne ločam več levo pa desno, pa zgore, pa spode, pa spede, pa zadaj, da bi se skrbi približil glih. Če gledamo to geslo več znanja, gledajte, to pomeni, da mi zajemamo iz obstoječega fonda znanja. Torej, imamo en čebr, s katerega pa en boben, s katerega nekaj bolj pobiramo. In zdaj sem že prej omenil, da je cilj iz otrok narediti res nekaj fah idioti, ki ne bojo znali horizontalno razmišljati, ki ne bojo znali delati sintez več strok in najti rešitev. Torej, več znanja obstoječega je, če temu postavimo nasprotno, tega zabiramo več domišljije, ne moramo otrokom učiti kreativnosti, ustvarjalnosti, razcvet domišljije, ne da jih ubijamo že v najzgodnejšem otroštvu z nekimi podatki, da iz njih delamo vreče, v katere trpamo neke cifre, neke fakte, neko faktografijo, s katero se ne bojo še vreme pomagati. Gre za funkcionalno sposobnost ljudi, da lahko sprejemajo ali pa se odločajo nekaj življenjskih pomembnih stvareh. Če pogledamo drugi del te političnega frazeologije, več znanja za večjo konkurenčnost v končni inštanci pomeni vojno. To je zaostrena konkurenca,
pripelje vedno do vojne. In to je zame navadna vojna hujskaštva. In jaz bi te politike dal pred sodišče, da bi hujska vojni. Kajti v tem svetu, ker je zaradi hlepenja po več in tako naprej, o tem še bi rekli danes, ne, pomeni konkurenca, jasno, da smo sovražni sosedu, kjer smo sovražni sosednji ulici, sosednje mesto, sosednje države, na konec se bomo med sabo vsi pobili za omejene vire, od vode do hrane naprej. Zato je Stalin več domišljije za velike spremembe, kajti civilizacija je zavozila v neko smer, katero ne gre več naprej, ne, tukaj ni več vprašanje ideologija, ampak vprašanje voljega preživetja in zato vsakršno retro pogledi, ne, pa neki spori na osnovi tistega, kar je bilo, ne tega nikamor, kar niso gre pomembno, moramo narediti sami, ne. In ta prestop narediti neko bolj prijazno civilizacijo, predvsem tudi za naše otroke, ki niso nič krivi, če mi take neumnosti, da stvar počnemo na tem svetu, ne, pa dopuščamo, da se te neumnosti dogajajo, ne. No, če imamo do kakšno vprašanje, če želi razviti debato, naj prosto pove in bo z gospodom zelo zadovoljno, da pride do debate med nami. Kako? Če malo ja. Ali pa na konec, poveš? Sicer je pa tako, prej gospod rekel, naj bo hrana tvoje zdravilo, kar je tudi naslov današnjega večera in da je to izjavo Hipokra. Je pa naslednja resnica, ki so jo pa večkrat izrazile in rekli naše stare mame in stare očete in sicer naslednje. Najbolj zdrava hrana je tista, ki se najhitreje pokvari. Aha. No, to je dodost naših babic, ne bi rekel temu. Se spomnite, kakšen absurd je pošla ta nadvlada, ne, nas vidimo in čutimo, da je nadzor nad prehrano prevzela trgovina, ne, da smo se odrekli te hrani, torej nadzor nad samo hrano in prepustili to inštitucijam po trgovini, o tem vam tukšno rekla kasneje, ne. Ampak pomembno je to vedeti, ne, da nam vedno več ponujajo substitute, ne, namesto žive hrane dobimo nadomestke, ki so v bistvu mrtvi. Ne. Bom samo povedal dva primera. Nekako pred 4-5 leti, da je bolj nazaj, smo dobili velike reklame, ki ponujajo trajno mleko, recimo. Ne. In nekdo, ker ne razmišlja dovolj, je samo tisti uporabni potrošnik, bo rekel, fino, ne kupim liter mleka, da dam hladilnik, pozabno namreč, za mesec imam še vedno mleko. Se ne pokvari, ne? Ampak če večno več razmišljamo, pa pogledamo tale zid, pa je bela barva gor, Jupol, ne? Ni čudno, da ima Jupol, pa je barva rok traja, ne? Mlek pa nima roka traja, ne? To je nekaj hudobno robe. Mleko ne bi bila življenjski eliksir, ki novorenca od trenutka, ko vam mati rodi do shod na rak nobenih dodatkov, da lahko, če je vse v redu z mamo, lahko prehrani s svojim vlastnim mlekom. Ne? Zdaj pa nekaj tistega čudeža, ki narava in življenja, ki ima vse v sebi in delamo trajno rodino, ki vidimo, da je to naredek. Drug tak naredek je recimo so siri, ne? Kdorkoli je bil kjer pizzerijo, ki naročil mrde popularno pico 4 siri, ne more vedeti, da so te 4 siri narejeni z nafte. Je to stiropor. Je to totalno tako krasno naredek po okusu, voni v barvi, da mi resnično mislimo, da jemo sir. Ampak verjetno mi to pozna tehnologijo, ne, televizijske tehnologije, vedo, kako se to dela. In kdo še večkrat pozna kmečko življenje, ve, da za kilo sira ravno približno 11 litrov mleka, ne, torej da mora biti kilo sira 4-5 evrov, ampak je lahko sličam 8, pa 12, še več evrov. Torej vidimo, da nam ponujejo substitute za tisto, kar je bilo nekoč res zdravo. Ne. No, še tretjega bom povedal, da sem malo zabaval, no, to bo reči smrtno resno. Zadnji cajt se rolajo reklame po televiziji, zadnji so reklame je del zabave, ne. Namreč, pa del tega, kako se poskušajo iz norca delati, ne. Zdaj, zadnji prizor je tak, da se tam dve ali tri ženske pogovarjajo, ne, in ena pravi drugi, a si ti kaj napihnena, una pravi, ja, jaz sem napihnena, pravi, jaz sem pa nekaj tale jogurt pijem, ne, torej, Slovenke postajamo
Torej Slovenija postaja dežela napihnjenih žensk, ki se potem cajkajo s tistimi reklamiranimi artikli. Kako sem jaz opazil, zdaj že 3 tovarne ali 3 proizvajalci podajajo to sredstvo proti napihnjenosti. Ne? In zelo ljudstvo to verjame in besedo kupuje kajti dvajstvo, ki je tako vrnen, če bodo še vedno napihnjene. No, skratka, ni glede ena od teh prevag, torej v Angliji je sodišče s sklepom sodišča so te reklame prepovedane kot lažne. Če še verjamete, potem upam, da v dan sebe ne boste več vedeli takšnim lažnim reklamam. Hočem pa je, da vedno bolj nas posiljujejo za substituti za živo hrano. To je pomembno vedno. Jaz sem niti vas ne upam zdaj vprašati, recimo, če se pa načo si, se bojim odgovor. Načo si. Načo tudi tist meh, ki si je žel, katero da. No, jaz sem pa primer, da sem povedal. No, naslednja stvar, ki se dotika te debate, pa je industrijska hrana. Ja. Pa so vas, če nam poveste nekaj o konceptu in na to o zdravstvenih tveganjih te industrijske hrane. Ja, nekaj, industrijska revolucija 19. stoletja je temeljila na premogu, to poznamo iz osnovnih šol že, ne? In jasno, ta velikoserijska proizvodna v tovarnah je bila izjemno uspešna, to je bilo nadzorovano, inputi in outputi, kot se moderno reče, ne? In koncept je bil bolj prenašen na nivo. Torej, z ambicijo, da imamo tudi na nivah velikoserijsko proizvodno hrane. Jasno, zdaj, tle je malo problema rada, namreč niva ni fabrika, ne fabrika, ti lahko nadziraš vstopne surovine, lahko kalkulacije delaš, tudi če gre za kemijo, kjer drugo stroko. Na nivi se pa sreča, da človek pa narava, ne se vidimo, da imamo to buhovo naravo, ki nam lahko zavode ali z mrazom, ali z povodnjo, ali s sušo, ali s karkoli se pač dogaja, s temperaturnymi razlikami. In zdaj jasno, pri tem konceptu velikoserijske proizvodnje se človek odločil za monokulture, torej za velike površine ene same rastline in ta ambicija ne gre skupaj z naravo. Jaz sem prej govoril o trgu človeka s konceptom narave, kajti če nabiš ti monokulturo do obzorja, potem si naredil idealno gojišče za škodljivce. Če ga omenjenci toč travnik, ki jih je vedno manj v Sloveniji, bomo bili na eno maro lahko prešteli, pa ne 100-120 vrst rastlin. Če bomo mi na 100 hektarih eno samo koruzo, recimo v primeru smo pa naredili eno idealno gojišče, kjer bo reproduktivni razmnoževalni potencial škodljivcev eksponiral in bo ena vrsta, kateri sploh nismo opazili, postala škodljivec, ki bo ogrožal človekovo produkcijo hrane. Zdaj, kaj je treba narediti? Borba proti škodljivcem, torej učinkovita borba so kemični strupi in te se že kemična vojna. Zdaj, kaj smo mi dosegli s kemično vojno od 50 let do danes, če gledamo podatke, takrat učbeniki tam nekje leta 54-55, agronomije poznajo nekje 120 vrst škodljivcev, danes jih je tam 400 vrst. Torej smo podeseterili število škodljivcev, po stoterili uporabo strupov in vsi ti strupi končajo na koncu naših krožnikih in naših kozarcih. Vsi so razrečeni, ampak ker jih nekaj uživamo, pomeni, da smo nekaj izpostavljeni nizkim dozam. Tukaj gre tudi za toksikologijo, ki je poseben poglavje, da smo v času o tem govoriti. Gre pa zato, da so te fenomeni bioakumulacije v telesu, biokoncentracije, biomagnifikacije, kjer bi do večletne izpostavljenosti nizkim dozam, tako imenovanim še nenevarnim, lahko pa se točke degenerativne spremembe v telesu, torej 4 glavne skupine so, prvič so gre za ostanke neurotoksinov, mi so imeli zdaj velike probleme, ko so poučili na čebelah, ste videli, kaj se dogaja na spomori čebel, verjete mi, da te živčni strupi ravno podelujejo na človeka, samo nesmrtno, ampak temu pravijo francozi chronic fatigue syndrom, sindrom kronične utrujenosti, to zelo dobro prepoznamo pri otrocih,
hiperaktivnost, težave s pozornostjo, težave s grafomotoriko in jasno ta razstrahovanje psihične motnje in paranoje in tako naprej. Pri odraslih pa težko glavo, težave s spominom, nespečnost in tako naprej. Skratka, vidimo, da te subklinični znaki, ki še niso neka razvita bolezen, nas pa pridno usmerjajo potem k jemanju nekakšnih racni ali vitaminskih napitkov, ne vedo, da smo v bistvu vsi skupaj kronično zastrupljeni. To so veliki problemi. Danes po zadnjih analizah 38,4% evropejcev ima že psihične težave zaradi ostankov toksinov v hrani. Naslednja skupina so metabolični strupi, ki izvirajo glavno iz herbicidov. Bo povedal sam primer. Glifosat, ki je najbolj razširjen v Sloveniji za uporabo, tudi ostanki so v rastlinah v naši hrani, povzroča pri kulturni rastlini, preiskave so stare 2 leti, zdaj so prišli iz prvi univerziteti iz Amerike, 70-80% manjša vsebnost mikroelementov, ki so esencialni za delovanje našega imunskega sistema in encimov, predvsem gre tudi za železo, mangan, magnezij, cink in tako naprej. Skratka, rastlina je zdrava, sadež krasno zgleda, mi ga kupimo, ne vedoč, da je noter praktično 80% manj mikrohranil, ki jih nujno potrebujemo za zdravo življenje. In potem jasno, da te deficience nam upada odpornost in se razvijajo rakava obolenja, ki so pa jasno primarni vir so kancerogene snovi, ki je kar nekaj v okolju, to je primarni vir, predvsem poznamo v Sloveniji probleme z zdravnikom v tistih delih, ki je meteorologija, vodarstvo prej. Sedajni čas so pa največji problem hormonski motilci, ki posebna štorija, jih v glavnem kasiramo, ko se reče, s plastiko. Zato vam priporočam ne kupati hrane, ki je embalirana v plastiki, pa ne pri pijače, ki je plastičnih manj. Vse to ima bistveno, zdaj poteka velika vojna v svetu, da se ta stvar prepove, da se ljudje premalo vedo o tem, posledica tega je tudi malo plodnosti pri ljudeh. Moramo vedeti, da je v Sloveniji že preko 60% mladih parov ima težave za pridobitvijo prvega otroka, da je vsak 4. otrok zaplojen v epruveti in da se ljudje naraščajo obolenja, ne samo rak pri odraslih, ampak tudi diabetes pri malih otrocih, predvsem pa zaskrbljujoč porast levkemij pri otrocih starih 4, 5, 6 let. Nehodžkin limfom je najbolj hitro rastoč rak v Sloveniji in to med najmlajšimi. Diabetes med otroci je bil še popolnoma neznanka praktično pred 15 leti, danes je v silvitem porastu. Torej vidimo, da po oceni analiz v svetu, ki jih v medijih ne boste najdli, vsaj 80% vseh degenerativnih obolenj izvira iz industrijske hrane. Tukaj pa ni pomembna kvaliteta, ampak samo cena in količina. To je industrijski koncept. Prej ste omenil 1400 pa koliko še nekaj znanih škodljivcev? Ja, v tam 400 jih je trenutno v učbenikih agronomije v Evropi. 50-60 let nazaj je bilo pa 110 so desno. Kje se to nekaj? Kam je ta stav? Ja, človek je zgodil kemično vojno, kajti imamo tudi druge zgodbe, da se poznamo, kaj se dogaja v bolnicah, ne? Zaradi pretirane rabe antibiotikov imamo zdaj pojav mrse, torej bakterije, ki so popolnoma odporne na vse antibiotike, praktično vsaka bolnica ima že svojo mrso. In tudi pretirana raba, če je prevelik kemični pritisk na naravo izvajan, potem prvi udar pobije, recimo uporaba en pesticid, recimo kaj je kakšen insekticid, ne? Ko se je prvič uporabil DDT, je potopil 98% vseh žuželk, tiste 2%, ki je preživelo, je pa razvilo odpornost. Ne? Isto je z bakterijami. Pretirana raba antibiotikov, večina bakterij pokončajo, ampak tisto, kar ostane, je pa razvilo odpornost. In potem mora človek razviti nove strube, nove antibiotike, in to ne moramo nedogled, ker je nekje zmanjka rešitev, ne, in potem je jasno na koncu malo take težave, kot imamo zdaj. Potem je, da v Sloveniji je preko 200 mrtvih vsak let zaradi mrse v bolnicah. Ni dolgo tega, je sin od mojega prijatelja šel v bolnico zaradi poškodbe tetive na gležnju, torej če športnik, pova starš kar 10 let, čez 3 dni bo mrtev.
ki je bil v nas, ker nisem mogel pozdraviti. Torej vidimo, da vse poznamo zgodbe iz legionela, pa šigelo, pa vsem tem bakterijam, ki so predvsem v razrečevalnih sistemih bolnic. In tako naprej. Skratka, tle imamo analogijo, kar se dogaja v človekovem organizmu in podobno, kar se dogaja na njimi. Zdaj, druga stran te industrijske prehrane pa je tradicionalna, so tradicionalna ekološka zdravja. Lahko rečete? Ja, to, jaz sem rekel, ekologija, jaz sem tudi tele imel 3 leta seminarja za učiteljice po šolah, vsak let je šlo okrog tam 200 čez, no, ampak kako je brez ekologija pomenovana, zapiranje pip, pogašanje luči, ločeno zbiranje odpadkov, pa kakšen gremo s kolesom, pa smo osveščeni, pa ekologi. To je uzurpacija. Ko otroke učijo, v tem otroci mislijo, da smo že po šole in kaj. Ekologija je predvsem odnos. Predvsem odnos do narave in do sočloveka. Kad je taki, da smo med sabo, taki, da smo tudi do narave. Če uničujemo naravo, tudi drugega uničujemo, verjete. Tisto, kar je izven človeka, je samo zunanja fizična podoba duhovnega stanja ljudi. In ko bomo mi med sabo drugačni, bo tudi narava vodohranjena, verjete, to je samo posledica tega. Torej, ekologija je v bistvu odnos in če gledamo skozi to, potem je jasno, treba razvijati odnose in ne je v ta koncept, kot mu je strano, linearnega razmišljanja, pa tega vulgarnega, na koncu materialističnega odnosa, do vsega, kar se obdaja, da je vse količinsko pomembno, da ni več pomembna kvaliteta življenja, ampak samo še količina, da ni več pomembna kvaliteta odnosa, ampak samo še neka merila, ki pozablja, kaj to je etika in morala in tako naprej, in na koncu tičimo v tem svetu, kot smo. Ampak vi ste nekaj drugega vprašali, da je malo zašel. Vas bom spomnil za nekaj. Ja, prosim. Prej ste se pogovarjali, da ste rekel na izpostavljen primer človek, rakovo obolenje. Aha, tako je. Ja, sem prej imel ta materializem, ta vulgarni materializem, ki človek je v bistvu v svoji naravi simbiotsko bitje. Mi smo nastali kot bitja sobivanja, kot bitja malih skupin, ki suportirajo drugega, kjer lahko razvijamo največje potencijale, ker v skupini je moč. Zdaj, če gledamo te obljube, smo prej prišli do teme več znanja za večjo konkurenčnost, kar vodi v vojno, ker po boju krvavo zgodovino, kar jo poznamo in prej. Fantazmija o neomejeni rasti ni nobene primerjave v naravi druge razen rakavega tkiva. Rakavo tkivo je edini koncept narave, ki je pač patološki in edin rak ima težo po neomejeni rasti. In vemo, kako se konča. Pomad pozabno, da rak ne ubije samo žrtev, ampak tudi s tem tudi sebe ubije. Kad je rakovo tkivo živi lahko v živem človeku, ko človek umre, tudi rakovo tkivo umre, ker zdobi substrat, na katerem se hrani. Torej, če nasedamo tem lažem in blebetanju nekih ekonomistov, kjer je kol barve so, o obnovi rasti, potem isto nasedamo tako od konkurenčnosti, prisegamo na to, da bomo postavili skrbega rakovo tkivo, ki je na koncu samo morilsko naravnano. In torej si kopljamo nepotreben evolucijski grob, ker človekova duša, pa duh ima dva pola iz te resline, vedno v dvojnosti človeka. Torej, ne stane ta človek, bom pravil tu je izrazeno, toolmaker, izdelovalec orodij, torej ta tehnični, tehnološki in ta inovator, ta znanstvenik, je vedno vnutar poskuša neke napredke narediti. Po drugi strani, kar človek duhovno bitje, je storyteller, pripovedovalec zgodb, je umetnik življenja, ni tehnolog smrti. Človek je sposoben veličastnih kulturnih, duhovnih dejanj in glasbe in umetnosti in kar je kulturnih stvaritev gledamo, po drugi strani pa sposoben tudi najbolj grozljivih fizičnih nasilij. Torej vidimo, da če favoriziramo zgolj tega tehnologa, bomo hitro dobili tehnologa smrti, če nima na tej strani nekaj kulturnega krihta, ki ga vleče na duhovno plat.
Imam morda kdo kakšno vprašanje, pa kakšno misel, ko bi jo rad predebatiral, pa delil z nami. No, če ne, se bo verjetno še porodila kakšna ideja, ampak predstavljajte si, da letite na letalo. Fino se imate, muska špila, ste vrte se gor dol. A se kdaj vprašate, je pilot v letalu? V tem primeru, pa ve gospod Kovač. Ok, gremo skrat na avion, no, torej po bili postrežbi, ne, in skratka, hrana, video, audio, video, vse na kupu, tehnologija, vrhunska, jumbo jet, zadnji klik človekovih tehnoloških dosežkov. Zdaj pa se pa potniki, pa zanima, kako izgleda pilotska kabina in ker nazivate ravno terorist, vam omogoča, da pokupate v kabino in tam gledate, da ni ne pilota, ne pilota. In vprašate stevardjeso, kje pa pilot? Pa prosim naravno pilota, vse to vodi nevidna roka trga, tale avion. Tudi sedež kopilota je prazen. Ko vprašate, kje pa je kopilot? Ne, pravi, to je pa nevidna roka naravnega izbora, ne? Zdaj se vam večkrat svetlika, pa pravite, ok, vemo pa, da ko letalo pristaja, treba prijeti odločice v roko, ne, in v smer letalo varno na tla, čeprav večina operacij dela kompjuter, ne. Stevardesa pravi, ja, se še ni zgrajen aerodrom, na katerem bomo pristali, pa ga ni del STB, ne. Veste pa, da so zaloge goriva omejene. To je zame najboljša podoba te civilizacije. Ne? Torej, mi smo super tehnično vrhunsko avionu, sedimo se bomo, ne vemo kam, dve roki, nevidni roki sta kabota, davljeno naravni zbor, pa nevidna roka trga, kot nek del se makina stari vrko. Ne? Mi se pa zabavamo in veseljačimo in upamo, da bomo končno nekaj pristavili. Ta pristanek je pa cilj civilizacije. Zakaj sploh tudi nismo? Zakaj smo ljudje na tem planetu? Nimo ta aerodrom, ki še ni narejen in je nedefiniran cilj človeška, tukaj je pač ta drugi pol človeka pomembna, ta duhovni aspekt bivanja. Ne? Tehnološki je se avion leti, do tega je ostal, po možnosti celega, za vsemi potniki. Tako da, jaz pravim, da je treba te dve roke prevzeti v lastne roke. Ne moramo biti letalo civilizacije, brez pilota in popilota, ne bomo to prevzeti. In najbolj fajn je to ljudje prevzamejo, torej, da prepoznamo cilje svojega bivanja na tem svetu in da spravimo ta eksperiment na tla. Zdaj, vsa dosedanja debata je nekako povezana tudi z globalizacijo. Gospod Komat je dobro razvil idejo, kdaj se je ta globalizacija začela, kakšna je njena pot in da bomo glih kar zaključili ta krog globalizacije. To je pa predstavljeno z dvema besedama, recimo temu. Eno je vertikalna os življenja, za drugo je kriv pa Krištof Kolumb. Ja. Dobro je, najde, ja. Torej, če gledamo svet gotskega človeka, torej v poznem srednjem veku, ta aksis nudi, ta os sveta, torej imamo os nebo zemlja, To prebivalstvo živi na nekem teritoriju, ima celovito lokalno ekonomijo, preživetveno strategijo, ki se je prigravala skozi stoletja, in ta os ne bo zemlja trdno stoji, simbol tega so časne katedrale po Evropi, ki stremijo v to vertikalo. Te pa izklujejo tri karavele, Krištof Kolumb in odkrije novi svet, in karavele plujejo naprej, in v simbolni ravni, potem Azija, Afrika, in jasno iz te primarne eksploatacije novo odkritih celin, Avstralija in tako naprej, pride do vseh teh svetovnih vojn in tla in mori in na konc so karavele priplule okrog sveta in zaključile tako.
mi se te točke zdaj nahajamo. Mi se nahajamo na končni točki izključa Columbia Caravelle. Namesto vertikale sveta imamo horizont, ki je zaprt. Torej, zadnji poskus civilizacije, da bi z globalizacijo rešila zavožen koncept, se je končal, kako se končuje danes. Torej, vidimo, da je v bistvu bogatstvo Zahoda, kot se je izkazvalo, bolj posledica ropanja drugih narodov in plenjenja narave. Zdaj, ko se malo bolj zaključuje to ropanje drugih narodov in plenjenja narave, je na vrsti srednji sloj istega Zahoda. To čutimo zdaj. Vidite, da finančna kriza je tako umetno narejena, to sploh ni kriza, ampak je to posebno srečanje na pojem večerne. Torej, vemo, da vsega denarja, ki bo v toku zaparjede 3-4%, vse ostale virtualne denar, ki vam kjer ni, to je samo na tipka, to poznate to zgodbo. Torej, so vsi ti baloni, pa vse te dolgovi, ni tak izmišljena stvar, torej, ki ljudem plačuje skozi to transformacijo v celi Evropi, ne samo Grki, pa Slovenci, pa Španci, vedno bolj se širi to naselje. To vidimo, da ta eksploatacija, ki se zaključila s tem končnim krogom Karavel, se zdaj obrača proti samemu substratu te globalizacije, torej vidimo, da se eksperiment sam zaključuje. Zdaj, če pogledamo na to s pogledom sistemske teorije, ki je meni najljubši pogled na dogajanje, kajti skozi to vidim nekaj, kar drugače ne moram videti. Civilizacija je prišla do točka bifurkacije, do točka razcepa, kjer imamo samo dve poti. Ali prestop v čisto novo kvaliteto, ali pa bomo imeli velike težave, kajti narava bo udarila prej, če mi ne bomo uspeli restaurirati ali pa rekonstruirati tistega, kar smo zavozili. Tukaj pa vstopi tako imenovani Lešteljev princip, ki je v paleontologiji pa geologom zelo dobro znan. Torej, ko neka vrsta zaide v velike težave preživetvanja, pri tem pa navad 90% vseh to odmre. Tih 10% ko preživi, ima pa še eno šanso, da zadevo spelje. Malo podobno vesolnemu potopu, ampak bi rekel, da to so naravni zakoni, ki veljajo. Torej, smo verjetno ena posebna generacija, da je posvečena, ker bomo pričakli dogodkov, njih se moramo najne pripraviti. Vse v kontekstu svetovne prehrane bomo tudi spoznali, kaj se dogaja na tem dogodku. No in če smo govorili o industrijski prehrani, pa o Kolumbu, pa ropanju na novo odkritih dežel. In ko smo ugotovili, da je Kolumb zdaj prišel nazaj v svoje pristanišče in da se to izkoriščanje zdaj začenja s srednjim slojem, recimo tega našega zahodnega sveta, zahodne civilizacije, bo gospod Konrad lepo razložil, kako recimo se dogaja to z velikim kmetijam, recimo v Belgiji. Aha, ok, smo prišli nazaj do hrane. Torej, jasno, prehrana je postala globalni fenomen, z tem, da se je ta štecina zavatela na globalni ravni. Te moramo vedeti, da pri hrani kdorkoli bo nakladal o nekem tržni ekonomiji je ležnec. To bom kar naprej povem, kajti trg deluje samo na strani kmeta. Kajti, če gledamo podatke v Evropi, v 60 letih je delež kmeta pri končni ceni v trgovini na polic 50% poprečno, danes ne dobi kmet 10% od končne cene. Na drugi koncu je pa kupec. Jaz se namenoma ne govorim potrošnik, ker je to me žaljivo, jaz govorim kupec, ki pa mora plačevati glede na oligopolno dogovarjanje velikih štacionarjev dogovorjene cene. To ni meni trg, to je vse dogovor. In Slovenija zdaj pada v neko prehodno finto, kajti velike korporacije, ko vstopajo v tak trg, nekaj to, a je mehne ne velik. Pri nas so vstopile korporacije na ta trg, 6, 7, 10 let grejo z dumping cenam nizkim. Zato, da ljudstvo navadijo nase, da so poceni, da dobimo neko blago, ki ga prej nismo imeli, da smo očarani nad veliko izbiro. Mi se vozikamo po marketih
košarice, ne vemo, da je med tem časom so naši ljubi politiki pozidali 100.000 hektarov najboljše zgodovitne zemlje v Sloveniji, da je propadlo 13.000 malih kmetij. 3 na dan. Mi smo v mrtvih se voličkali. Medtem se pa to dogaja. In zdaj smo prišli v situacijo, da imamo najmanj obdelovalne zemlje na prebivalca v Evropi razen Fincev in največja kvadratura marketov na prebivalca v Evropi so pa na mestu. Vsaki vas imamo 3 markete. Absurdnost te situacije bom ilustriral z nekim stavkom, ki sem ga slišal, ker že kar nekaj let nazaj, da nam bom požel eno pozabil, sem pel avto nekam na Štajersko in sem vrtil na radio postaje in je bila oddaja in je ena gospa rekla takole. Lačni pa že ne bomo pa njivo prodali. Še predstavljate preverjamo? Ne lačni ne bomo, mi bomo pa njivo, bomo pa jo obdelali, pa bomo lahko preživeli. Ne, mi bomo njivo prodali, da bomo šli market tako kupati. Ampak tako iskrive misli včasih tudi preskakujejo. In ta nesrečna Belgija in te kmetije, v čem je fora? Gospod Komar bo povedal, kako je kmetija prehajala iz generacije v generacijo in pod kakšnimi pogoji. To je zelo zanimivo. Ja, no vse, sem govornik je tudi v bistvu izvira iz Tiča mi povedal, pozna to trajko podeželja z prve roke. Gledal sem en dokumentarc, so ga Belgici delali, in tam je dogovora o velikih farmarjih. Sem prej omenil, da recimo, da je kaj se dogaja z eno pa nas, zdaj pa kaj se dogaja z velikimi kmeti, ker tudi velikega kmeta čaka suženstvo. Ne samo, da nam je zavrlo 13 stavno malih kmetij. Zgodba iz Belgije je poučna. Namreč, eno od teh kmetov, ki sem te zgodbe govoril, je pravno takole. Ko je on prevzemal od očeta kmetijo, bilo gor 70 krav, mlekaric in pogodba je bil z korporacijo Danone, ker nas tukaj razveseljuje, ne s kakšnimi izdelki po marketih. No in ko on prevzel od očeta, ki je že ostarel, so mu gospodina Danone rekli, ja, boš prevzel nov gospodar na ovo pogodbo, samo pogodbo, ki bom podpisal, še boš imel 150 krav. In rekel, ok, nisem pol mogel vzeti kredit, dozidati hlev, in pa če 80 nikoli na 150 krav, ne? In potem sem gospodine podpisal na pogodbo za naslednjih 10 let. Ne? In potem, skratka, vsako podaljšanje pogodbe je pomenilo povečanje kapacitet. So zahtevali toliko več glav živine ali pa ne podpišemo podaljšanje pogodbe. Pa ste s tem javni ukredite še za nazaj, za prvo. No in v situaciji, ko je bil pred Kanado, je rekel takole, da zdaj ima pa 220 krav in da more predati svojemu sinu, ki je tudi on ustarel, in zdaj so pa zahtevali 250 krav kot pogoja za podpis nove pogodbe in sin noče tega sprejeti, kajti dolžni smo ogromne denarje še dozeti, ste dozidave, prezidave nazaj. No in na koncu je povedal zgodba, da je preko 50% vseh belgijskih velikih kmetov v suženskem odnosu na lastnih velikih kmetijah, ker je gospode bankiri še pustijo delati, niso pa več lastniki lastnih kmetij, se je prej bili. Torej so banke zaplenile kmetijo, pustijo in pa gor še toliko živeti, da imajo za preživeti, pa da še delajo naprej. Niso pa več lastniki. Torej, jaz govorim, zdaj, ko postavljamo ta sistem samo skrbe na Gorenskem, govorim vedno z pozicije tistega, ki kupuje hrano, pa njegova zdravstvena tveganja, če pristaje na industrijsko hrano, govorim pa tudi absolutno z pozicije kmeta, ki prideluje hrano. In zato sem jaz našim zbrojnim politikom v faco povedal, da nakladati, da slovenski kmet mora iti na trg, pa tržna ekonomija, to je samo lepši izraz, da ne pošleš hudič urad. Ker slovenski kmet ne more nikakor konkurirati vele farma. V Ameriki recimo je minimalna velikost kmetije, da preživi 250 hektarov.
In tisto, kar prihaja ven, torej kmetje se lahko rešuje samo s nekih povečevanjem površin, mi imamo pa fantastičen trg z ekološko hrano, kajti sem že prej omenil, da smo zgubili 100 hektarov zemlje, kljub temu imamo še vedno 300.000 hektarov, kar pomeni, da če gledamo izgubljeni del zemlje, mi smo zgubili več zemlje Slovenija kot Nemčija v vseh povojnih letih. Kot cela Nemčija. Da si lahko predstavljamo vseh te katastrofe. Si sploh nismo zavedali, kaj se dogaja tukaj. Ne? Torej vidimo, da je ogromen trg, ki nastaja, mi zdaj 2/3 hrane uvažamo, smo izjemno občutljivi, kajti svetovni prehranski sistem je pred razsulom in potem se lahko predstavljamo, kaj bi se zgodilo z ljudstvom, če bi marketi lahko prazni, ali pa če bi cene ponorele. To se zna zgoditi, koliko se je finančna kriza čez noč zgodila. Ker nas vse presenetila, kljub veleumom ekonomije, ki so zatrjevali vse ok. Torej, in zato mi, pogoče optimisti, peljemo te akcije samo oskrbe po Sloveniji, da se ta lokalna ekonomija nazaj začne restaurirati, ki lahko prinaša pač en mikronivo večje odpornosti proti tem nevarnostim stvarem. Ampak predem pa pridemo še v Slovenijo in na to, recimo temu otipljivo zemljo, slovensko, je pa verjetno tudi to res, da se pritisk proizvodne določene kulture na hektar izjemno povečuje. In da tukaj verjetno je potem že vsaka ekonomija tudi iz vidika, koliko energije vložimo, zato podobimo ven. Ja, to je zelo pomembno. Recimo, jaz sem prej omenil podatek, da je delež kmeta v 60 letih v evropskem merilu polovico tržne cene, Azija je bilo 50% in tržne cene enega artikla. Ista zgodba se dogaja z energijo, torej ta tip kmetovanja industrijska je vsodno povezan s nafto. Podatek je ravno po 60 let, torej takrat se je za 1 kilo kalorijo nafte dobilo približno 2,4 kilokalorije hrane na policiji kila. Danes pa rabimo 10 kilokalorij hrane nafte za eno, torej strahoten obrat. Vedno večji vložki nafte so potrebni, zato je ob vsem ostalih napetostih izsolkov tega sistema se bo hrana držila najmanj z drženjem nafte. Zdaj pa vidimo, da nafte relativno vedno bolj primankuje. Mi jo še ne čutimo, da je na pumpah pomankanje nafte, ampak vidimo, da vele sile zasedajo najpomembna strateška nahajališča nafte po svetu. Vidimo vojna v Iraku, pritisk na Iran in ruska kolonizacija okolnih držav. Torej, bitka za nafto je zaključena. Nafta je razdeljena. Zdaj je samo še izsiljevanje in tukaj jasno bo velik problem predvsem hrana, kajti mi nimamo več krave na sončni pogon, ampak imamo kravo na naftni pogon. To je tudi otrokom pravim na čas, so se krave pasle, krava ima 4 noge, gobec pa rib, in sama išče hrano, obenem se še posebej na travnik reciklira in je na sončni pogon. Če pa kravo zapremo v hlev na kemno, potem mora pa kmet in popustiti, in obrati, in naložiti, in prepelati, in dreko špelati, in spodriti. Torej, ogromna energija se porabi samo iz enega samega aspekta, da tista krava ni na fitnessu, čim bolj debela, čim hitreje. Če krava okrog šeta po travniku, potem je vitka lepa, moderna. Torej, če imamo pa ekonomsko motivirano, mora biti pa prevezana, pa še pod hormoni in antibiotiki. Tako da tukaj vidimo, da Angleži, ki so šli zdaj v prehrani, bom zanimiv podatek povedal, kako je nujno, da Slovenija krene na to smer. Mi, ki 2/3 hrane uvažamo, se gremo neke druge igrce v parlamentu. Angleži, ki imajo pa 74% samo oskrbo, paste, so številka ena visoko organizirana Anglija, je pa odprla program Food 2030, torej hrana 2040, s kateri si želijo približati 100% samooskrbi s hrano zaradi varnosti državljanov. Ena Anglija. In so šli v zmanjševanje
čred žveli, ker dobro vedo, da 1 kilogram govedine požre 20 kg žitaric. Da mi imamo kilo zrezkov, moramo porabiti 20 kg futra za to kravo. Zdaj pa, koliko ljudi vi nahranite s kilo govedine, koliko ljudi nahranite z 20 kg žitaric. Tukaj gre za strategijo preživetja enega naroda, če pride do krize. Ne? Mi imamo pa 70% tistih bornih gnilc, ki še imamo potreba koruza za hrano. Prašičev pa krav, ki jih jedo Nemci pa Italijani, ne mi. Naš mesa gre v glavno ven. Mi dobimo pa ukrajinsko, pa romunsko, 8-krat otajeno, pa zrazno svinerijo, ne? Pa neznanega porekla. Tudi mi dobivamo alpsko mleko z Mađarske. Veste, da Mađari imajo zelo visoke Alpe, ne? Naše mleko gre glavno v Italiji. Si zelo borata država. Ja, zelo borata. 4-300 metrov. Če dovolite še zadnji pogled z vidika globalizacije in sicer globalizacija prehranskega sistema seboj prinaša predvsem uničenje zdravja. Ja, dajte, globalizacija, to je ta koncept industrijskega kmetovanja prinesel, najprej tako rekel, da ne bom na pamet govoril, torej veliko analiz kaže, da je ekološko kmetovanje bistveno bolj donosno kot industrijsko. Zdaj je končana velika 30-letna analiza, ki so delali Američani, kjer se ugotavlja, da za preživetje ene družine, v zmerni klimi, kot recimo Slovenija, je dovolj za celoletno preživetje 500 do 600 kvadratnih metrov na prebivalca. Imate popolno skrbo, torej preživite s tem, da rabite še račune pod naš period. Če gremo pa na industrijski vid, pa rabimo pa 2500 metrov, torej poprečo 4-krat več zemlje, kot če gremo pa v model ekološkega kmetovanja. Torej tukaj imamo, so vse te bajke, da bi bili lačen, če ne bi imeli agrokemije, da varna lačni. V bistvu tudi kmetijske subvencije, smo se mi pogovarjali s kmeti, kmet včasno meščanje narobe razumejo, ne vse kmet pa subvencijo, vse dobi narod države, ampak on da samo žep. Kajti ti znar pa on dobi, da je takoj korporacija zadovoljila pa zaškodila. V bistvu mi državljani posredno preko davkov financiramo korporativni model zastrupljanja. Kmetje pa samo poštar, da nam dobi pa odneseke, nič ne ostane, verjemte. Prej sem jaz gospoda Komata spoznal, sem sam pri sebi razmišljal tako. Mami računa začel pozno v noč, subvencija gor, dol, jaz nismo poslušam, pa sem pa začel razmišljati, kakšna dejavnost to je, če rab subvencijo, zato da preživi. Gospod Komat mi je dal. Ja, to je v bistvu negativna ekonomija, in države plačujejo pač to razliko v ceni. Vse, če bi si slovenski kmet za račun ure, verjetno poznate iz vlastne prakse, da ima zgubo katastrofalno, da ga ni podjetja, kar preživel. Kmetje pa ne računajo, koliko ur dela, koliko je ta ura košta, ampak samo materialne stroške, ure pa zastonj delajo. Torej vidimo, da je vsa ta ekonomija globoko negativna, so Slovenci samo za flikanje te lukne. Zdaj pa jasno, ta tveganja v naravi, mi v svetu zgubimo poprečno, brez naših betoniranj, ki smo izumili 100 hektarov pod betonsko ravno v Sloveniji, vsake 10 let se izgubi 7% plodne zemlje, zaradi širjenja puščav, zaradi uničevanja orodnosti, zaradi zasoljevanja, posledica namakanja. Po drugi strani imamo negativno vodno bilanco v Sloveniji. Slovenija pa ste v globokem vodnem stresu. Nam se zdi včasih, da imamo poplave. Poplave pa suše, ko se skup pojavljajo. Enkrat ene, enkrat druge, pa še v podtalnice, to je znak za alarm. Naši tepci so odličili celo Vipavsko dolino, zato da so nekateri profit ustvarjali si z regulacijami rek. Na začetku so regulirali zgornji tok Vipave in gora rada suša, spodnji del so potopili, je ta voda pa drvela, da se spod razvila.
Zdaj še tam regulacija, zdaj so potopili furlansko nižino v Italiji, Furlane, ne? Vipavska dolina postavila pol puščava. Pejte se pogledati, kaj je zemlja stav, prah zapolnjene peščenih ur. In obupanih nekaj gledajo, da ne bo in čakajo kaj. Vode ni za namakanje, Vipava ima 20-30 cm vode, ki je vse izsušeno. V reki, ki so plavali nekoč 2-metrski soni, je moj prijatelj biolog spomladi našel na 50 metrih eno samo pijavko. To je vse, kar ostavlja v življenju. Torej, cela pokrajina, primer, ne, ki ne je bila rajski vrt Slovenije in nas popuščava. Vidno kako neumnost, dela neumnost in pele v tragedijo. Zato je ta koncept popolnoma završen in vodi samo lahko in pomankanje ljudi. No, zdaj smo pa prišli končno do ranljivosti Slovenije. Kar nekaj o tem ste že povedali, tudi tista gospa, ki bi jo rada enkrat spoznal, ki je rekla, lačni pa že ne bomo pa nivo prodali. Marsikaj pove o tem. Zdaj, razložili ste, da smo pač toliko in toliko zemljišč pozidali. Kar se dali na primer o regulaciji vodnih virov. Ja. Kaj bi lahko še povedali na to temo ranljivosti Slovenije, kar se tiče prehrane? Ja, predvsem največja ranljivost je te, da dve tretjine hrane uvažamo in da smo po drugi strani postali izvoznik mesa za tujce. Torej, da putujemo žival, ki jo ne pojemo mi, ampak ta žival nam je naša lastna hrana. Jaz sem prej imel angleški recept, 1 kg vodene greskih žitaric, pomik iz živinoreje intenzivne, ki je namenjena samo tujcem, je nujen radikalen pomik v poljedelstvo in vrtnarstvo in sadjarstvo, kar je pomembno prehraniti ljudi v kriznih časih. Torej, ena stvar. Druga stvar je dostopnost ljudi do zemlje. Zdaj imamo eno katastrofalno stanje, en barabilski sklad kmetijskih zemljišč, kjer čepijo noter v sopatovi, ki si z dolgoročnimi zakupnimi pogodbami držijo zemljo, s tem pa špekulirajo, da bo nekoč zazidljiva, da bo kakšna avtoban čez pelil. S tem onemogočajo mladim ljudem, da smo do zemlje ne mora priti. Zato smo mi začeli akcijo Community Gardens, skupinskih vrtov, izjemno dobro poteka, že smo v Mariboru, zdaj se širi na Gorenjsko, kjer pač ljudje iz lokalnih skupnosti, ki nimajo dostopa do zemlje, lahko pride predvsem do zemlje. To ne gre tako, ne na način, kot je v Ljubljani bilo delano, ampak na način društev. Torej, društvo je zakupnik in društvo ureja medsebojne odnose. Vem, podatke, ki v nas ne boste ujeli. Torej, v Ameriki, čim se je začela kriza, 2008 so zagnali, pustimo kako okolje Amerika po drugi strani, čudna pa vojaško imperialna, ima po tej notranji strani izjemne hitre reakcije. Torej, Američani so imeli drugo svetovno vojno program, ki so rekli Gardens of Victory, gotovi zmage. In tam so zagnali preko 10 milijonov večjih vrtov, ki so veliko podporo za vojsko na fronti. Preko 2 milijona ameriških vojakov na evropskem bojišču, pa na tihomorskih bojiščih. In te vrtovi na teh vrtovih so letno podelali 30 milijonov ton hrane, ki je šla na Evropo pa tudi lačni Italiji, Franciji in tako naprej in tudi nam. In so obnovili, leta 2008 obnovili ta vojaški program in ga zdaj imenujejo Gardens of Survival, vrtovi preživetja. Anglije sem omenil, ko imajo ta Food 2040 program, nacionalni program. Tako da v bistvu, če gledamo te community gardens, te skupinske vrtove, pomeni, da so to skupnosti ljudi in v Angliji so to popularni, da smo jih presenečeni, smo imeli stike z njimi, da je poprečna čakalna doba, da prideš v tako društvo 5 do 6 let. To je v bistvu že en trend, to je vsi rekli po naše. In, če si mnogo, da gre samo, to ne gre zdaj, zato da bo veliko kakšni meščani pravijo, ove se vrlo delo me možule pa krišno bolo pa blood, sweat and tears, torej znoj, in kri in zasovde, kaj in kaj. Ta isti človek potem se zvrne na kavč, potem pa teče na fitness, da ne bo demo, pa plača solari, da bo rjov.
Obenem se pa zastrudila za industrijsko hrano. Ne, vidimo, jaz pa na vrtu vse dobim zastonj. Imam in fitness, imam solari in imam zdravo hrano. Torej vidimo, da plačujemo nekaj, kar lahko dobimo drustav zastonj. S tem, da zdrava hrana ni poceni, kajti pa nas morate vedeti, da je 80% ekološke hrane se uvaža, tako že popraševanje. Predvsem so problem otroci v šolah in v vrtcih. Ta program, ki zdaj na Gorenjskem delam, je povezavi z gorenjskimi občinami in namenjen predvsem zdravju otrok, kajti če bi vi vedeli, kaj otroci, kakšna scenarija otroci v vrtcih je, bi vas kam se delo. Mi smo Maribor delali samo v enem vrtcu analizo, 58% vseh vzorcev zelenjave je bilo krepko prekoračene pesticide. To vse prihaja iz Patske nižine, preko dilerjev. Morate vedeti, da gre za ogromne mlade, da v Sloveniji se okrog 75 do 85 milijonov evrov porabi samo za šolsko prehrano v vrtcih. Vsako leto. In to je ena mafija pokriva, ki tvori to hrano, ki ni hrana. To je zame popolno neodgovorno, mi smo takrat od ministra Židana, ki je v prvem mandatu zahteval, da se takoj spremeni sistem naročanja, kajti so prej govorili o monopolu trgovskih verig. Te monopolisti so šepetali pravnikom, ki so pisali sklope, torej so šole naročale recimo to hrano, so bili te sklopi postavljeni tako, da je bil poleg krompirja ananas, poleg jabolk so le banane, torej v južnem sadju je bil porazdeljen, tako da so avtomatsko izločili vse možnosti slovenskih kmetov, da bi oskrbali šolne vrtce, kajti kdo pa ima ananas na bil ali pa banane kot nas. In tako so trgovci pozeli popolno monopol, in tistih 13 normalnih kmetij je tudi posledica te scenarije. Mi smo zdaj zahtevali, da se to popravlja za Maribora, zdaj prihaja do novih popravkov. Imamo ravno v sredo v Škofji Loki regijski srečanje za Gorenjsko, kjer bodo predstavili nove olajšave, torej že zdaj lahko šole nabavljajo 20% hrane brez vsakršnega javnega razpisa na lokalni ravni, da se bo to povečalo na 40%. Zdaj pa problem, ker kmetov ni dovolj, ker niso organizirani. Torej, zdaj se prostor odprl, recimo lanski november je zmanjkal, bi šole kupile 900 ton jabolk po kjer, jih meni pobral, so kot nekaj ležalo. No zdaj, ogromno smo povedali takih, bi rekel, črnogledih misli, ne? Ampak vendar smo prišli do točke, ki se pa imenuje trajnostna lokalna samooskrba. Ta eksperiment se je začel v Mariboru, da moram zašto spovedati, ker bo so da malo zabavali, da smo se črno. Mene sem kaj povabil, torej, to so le 4 skupine, EPK Maribor, Evropska prestolnica kulture, to je namreč velika gneča, na prvih 3 skupinah, tam je bila velika umetnost, teatr, galerije, predstave, karkoli, muska in tako naprej. Mi smo bili v 4 skupin, so bili pa socialne stvari, tako. No, in ko me je vodja 4 skupine povabila, če imam kakšno idejo, sem rekel, ja, imam, Dajmo probati samo oskrbo ovega dela Maribora. No, sem še prepričal, pa sem šel do tistih najvišjih gor, ker treba za govor imeti, sem pa rekel, kakšna kultura je pa to je kmetijstvo, Sem rekel, to je kultura. Kajti naši predniki so razvili na tem prostoru kulturo, kultivirali so rastline, z njimi so bivali, šlo je za koevolucijo rastlin in človeka, od tega izgleda ogromno naših sort, avtohtonih, Gre za koevolucijo, gre za historično, kulturno dediščino, ki je ravno tako pomembna, ko so bajke, pa stare zgrade, pa knjige, pa karkoli, druga umetnost, gre za kulturo prehranjevanja, gre za recepte starih jedi, gre za kulturo odnosov pri hrani in konec koncev gre za kulturno krajino, ki jo danes odličujemo in spremenjamo v Hamburger pokrajino. Aha, so rekli na veliki, to je pa res kultura, pa so pa začeli. Smo rekli kulturo.
Zdaj smo, jaz sem predlagal del Maribora Tezno in za Velenje 225 km, ločeno smo se pogovarjali z šolami in ločeno s kmeti. Ugotovili smo, da je skupni interes velik. Začeli se pa zelo enostavno, s kruhom. Na mestni stanju 1600 otrok, 3 vrtcih pa 2 osnovnih šolah. Tle pa vsi 25 km ven, od Lenarta do Jurovskega dola, in so ugotovili kmete, da dobijo za tono pšenice v zrnu 120 evrov. Če pa preračunamo, koliko se kruha speče iz te tone pšenice, je bil faktor 12 do 14 krat več. Torej, starši so to plačali, kmete pa to malo dobili. In hitro je nastala ideja, ne? Kot od kmetov samih. Bomo pa mi kupili mlin, bomo mi pleli, pa bomo zagnali 6 kmečkih peči, bomo posodobili, pa bomo kupili 2 rabljena kombija in bomo začeli dnevno voziti sveži kruh otrokom v šole po vrtce. Tako smo naredili. In kaj se je zgodilo? Kmete so dobili povprečno 3-krat več denarja za tisto tono pšenice kot prej, ki so zelo prodajali, meščani pa ampak torej za polovico cene kruh manj plačali. Za prehajal. In tisto, kar je bilo bistveno, so otroci tako kjeli nobenega druga kruha, niso hoteli več jesti, ker je bil za otroke najboljši kruh. Pa še sveže mled vsak dan in za zdale 20 km. Tako je nastala Zadruga Dobrina, ne? In zdaj se zelo krasno razvija, vse dejavnosti zraven, tudi za bojčke, ta francoski model, poteka za ostale meščane. Tako da, ko sem jaz poročal te stvari, kako so zelo rešene, ne, bilo zelo enostavno neke stvari prenesti v slovenski prostor, nekatere so pa, so mogli to sami ponuditi, kajti ne moreš se ga kopirati, nekaj je tudi specifično tukaj, ne. In pri tem se je izjemno odnesla oblika organiziranosti, ne bom govoril Zadruga, čeprav je lep izraz, ampak je zelo raden, ampak moderni kooperativi, ki zelo nastajajo, največjega veliki poznate, imajo Baski, ne? Mislim, da je 140,000 zaposlenih, to je kooperativ, Zadruga, ne? Torej, Zadruge niso samo kmečke, kot mi mislimo. V Ljubljani je zdaj nastala Zadruga mladih oblikovalcev pa arhitektov kot zadružna oblika organiziranosti, in to je model, ki je nujno treba upeljati, ker je tukaj ni motiv profit, ampak delovna mesta. Ljudje se združujejo zato, da preživijo. Ni profit motiv. In to je nova oblika gospodarja, in zdaj se vidim, kako uspešno nastaja tam. To zdaj imamo na Gorenskem, smo imeli 3 sestanke s kmeti, zdaj kmetje ustanavljajo nov kooperativ, in tudi tam bodo štartali najprej šolo na zvrci, ne? Potem se jasno zadeva širi naprej, na bolnice, na turizem, na gostinstvo, na hotele in tako naprej, ne? Torej, kar je pa bistveno, ko sem prej govoril, da kmet več dobi pa meščan manj plača, je velika laž, da je ekološka hrana draga. Draga je zato, ker je povpraševanje ogromno, 80% ekološke hrane moramo uvažati, ker je to, kar ljudi že želi imeti. Zelo cena visoka. Da ekološki kmet je premalo, ker še vedno država namenja premalo subvencij za podporo, kajti pri ekološkem kmetu ni problem preživeti pol, ki je ekološki. Problem je prehod tiste 3 leta iz unga na to, ni neklične miš. In takrat ga mora država podprti. In to zdaj smo izposlovali, da bojo te podpore v letu 2014, 2020 programu podporovati podeželja noter, ne? Torej vidimo, da, kar je pa bistveno, ko sem govoril, ves denar ostane lokalne skupnosti, ne gre na tuje bančne račune, nekih korporacij v tujino. In vse analize, vse, ki so narejene, kažejo, da je lokalna pridelava hrane, to je bistveno, ne? Prinaša lokalne skupnosti 4 do 5-krat več denarja kot kjerakoli druga gospodarska dejavnost. Ampak, a je kakšen politiko to omenil? Noben. Nekaj ti, če hočeš zadati smrtni udarec globalizaciji, boš naredil lokalno, ti so kaj sprašali na lokalni nivo, imeli varnost ljudi, imeli lokalno ekonomijo,
povišanje lokalnega dohodka ljudem, ki ostane lokalne skupnosti in predvsem pomeni večjo neodvisnost. Pa še nekaj, kvaliteta. Pozdravljen, ne? Zato je sledno pravno, če padamo na finto trgovcev, ne? Vse jih poznamo, ne? Akcija, pa plačaš 2 dobiš 3, pa ne vem, v tem stilu dalje, ne? Pa v trenutku, ko je kriza, ko so vsi tošni tanki, ne? Mrzno misli, da je resnično kupiti v marketu najcene 130. Mi imamo v Sloveniji to srečo, da bomo tako kratko razdaljo do kmetijskega zaledja, je vsak izlet lahko poln tatlarnik za nekaj evrov hrane vrhunske iz naših kmetij, samo je treba v glavo si prerisati to možnost, da se lahko zapiješ en krog, pa imaš čudovito hrano, tudi na internetu so vsi podatki s telefoni in naslovnih kmetij, ki predelujejo. Sploh ne problem te podatke, da vidim samo, če nekdo, ki sem prej omenil tizer, da je rekel, da bom vrtal popal, da je bral v market, ne? V marketu kup še 5krat več, kot je potrebno, ker so skozi akcije, ker ga zapeljejo, ne? V zgubljen benzin pa cajt, pa to, da je tam brezosebno vržen ven, na tisti pip na dogajanje, ne? Naslednji, ne človeški odnos je, ne? Mi smo v država zdaj, da odprli trnica, vam povem, Če to prostite, prosim, ampak pikov kartica da treba. Jaz pravim, da imam vejco. Jaz tudi, če me vprašam, če imam pikov, imam sam vejco. Moram povedati, da sem v Ljubljana popravil trnico pred 2 leti, zdaj še za 2krat povečana in to postal center družbe. Vsi ljudje se zginjajo, tam mi se dogaja cel teden skozi in so ljudje novo odkrili, kaj pomeni med samo se družiti, pa se pogovarjati, pa se vsest, pa se vzeti cajt en za drugega. Zanimiv fenomen je to bil. Če lahko še ena stvar dodama, ko je gospod rekel tisto foro v Mercatorjih, plačaš 2, dobiš 3 in je ob tem omenil, da tako drago življenje nisi plačal nobene hrane kot tiste, je treba vedeti zakaj, ne? Zato, ker ob taki hrani človek hitro zboli in takrat pride takoj, ko primeš farmacevtov. Ja. Zdaj ste videli, kaj se dogaja. Jaz sem prej menil, da je farmacija si prilastila v medicino, da v bistvu medicina rabi našo pomoč. Ne? Medicina rabi pomoč civilne družbe. Doktori so lepi v šoškah. In nenehna reprodukcija bolezni, videli ste udar po zdravilnih rastlinah. Ne? Ja. Čist mimo je šlo, mi imamo izjemno tradicijo zgodovinsko, ne? Te so prednjačili naši samostavi, recimo Stična, Bataraši znameniti, ne, Stična, pa tudi Plikarje, tako naprej. Izjemna tradicija je, ogromna znanja so akumulirana v zgodovinskem spominu tega našega naroda. Ogromno knjih je napisanih v tem. Potem ti pride pa serija odlokov, čisto nevidno. Ben v Sloveniji ta zdaj sem vedno neke članke pisal, pa se vsi čudno gledali, pa se pa verjem, ne. Pasne, zdaj imate najbolj običajna zdravila zelišča, ki so na vseh vrtovih, so zdaj samo na recept. Vi ne morate več kupiti na tržnici, bezak je prepovedan. Bezak ne boste dobili na tržnici. Več, ker ne smejo pripravljati prodajati. Šentjanžovke, gloga. Torej najbolj učinkovite zdravilne rastline, praktično nema meni stranskih učinkov, si je farmacija ukradla in jih premaknila v lekarne. Jaz sem lanski šel za štos, ko je lokalno, in to čudno, ne, če imajo šentjanžovko, ja, imamo, ne, ampak dobil sem vrečko, v pogled, papirno vrečko, ker je bilo samo na letovor šentjanžovka. Sem, kje so pa navodila, ne, tveganja, se posreduje za nekaj manj farmacevtov, ne, to mora biti navodilno, ne. Zakaj ste potem šentjanžovko prepovedali, da tržnica zdaj imate vi, ne, in zdaj tukaj mogli biti zraven liste, ko so navodili, pa kontraindikacije, indikacije, pa kdo na sveti ga je imeti, pa koliko je doza, ne, šentjanžovke. Nič od tega. Nekaj je direktorica lekarna rekla, da je ona ni kriva, ker ona pač taka navodila dobila, ne. Torej so nam ukradli nekaj, ne. In koliko se nam upadlo kras semena, ste ujeli letos? Pa ko se nam upadlo kras vodovode, ste ujeli letos? Da se je že Ljubljana podpisal, mi smo pa to od Avstrijcev zaveli, ne samo naše novinarje obvestili, kaj ti naši
serovnje EU poslancev še bi tih korit, noben je povedal, kaj se dogaja v Bruslu. Doslično smo vzeli preko let povezal, ko smo imamo stike z njimi, pod Nemcev, ne? In smo mi v gostili novinarje. Hočem povedati, da tukaj se dogaja, da je velika dramaturgija, no, in tukaj ljudje moramo biti povezani v calo in ta lokalna skupnost, o kateri govorim. Če hočemo rešiti Slovenijo, ali kjerokoli dežela v Evropi, moramo prvo sta ne se ukvarjati z bekci na oblasti, ampak moramo postaviti močno lokalno skupnost, ki je to podporna, da lahko večino stvari počne znotraj sebe, da se utrjujejo te vezi, da je ta lokalna ekonomija ne samo hrana, da je tudi za energijo, gre za zdravje, gre za reprodukcijo tudi osnovnih stvari. To je ta upanje, ko smo prišli na ta povsem lokalni nivo. Prosim, povejte nam, kako naj nekdo izmed nas, ki smo tukaj, prime bika za roge in stori nekaj, da bo hrana zdravilo, da ne bo hodil v Mercatorje in kupil 2 za 4 ali 2 za 3. In podobno. Jaz pravim tako, da jaz ne bom omenil menih trgovskih verik, so vse glih. Gre za to, da v bistvu lokalna skupnost, jaz sem prej omenil, afirmacija lokalne skupnosti so tudi servisne storitve neke dejavnosti. Ne kupati krave. Ste pravili, kako smo mi nasedli na krave? Torej, artikli, ki jih lahko vzdržuješ, ki jih lahko servisiraš, ki jih lahko upgradeš, kot pravijo potonovo, torej, koncept, ki imajo leži kredit, ukredil, pa tako naprej. Torej, primer, ki ga vsi poznamo, pri nas doma je crkven upravni stroj, star 18 let, starega oligorene, pride serviser, ki je čudežno preživel, ki podnat, mi smo tu zgubili na tisoče serviserov, ko smo pristali na kitajsko kramo, ki je bila snej. Ampak to je ta zgodba, ko bo povedala odgovor. Torej je prišel serviser, ki je pogledal tista stroj, pa je rekel, lejte, 120 evrov generalno obnovil, za 120 evrov, dam garancijo 10 let še delo. Ali pa pejte kupati v trgovino čeke, ali pa ne vem kaj, na bo, ko bo 450 evrov, prav vsak čez 3-4 leta, da bo kaj popraviti, ker ne bo rezervnih delov. Boste morali novo kupati. To pa, Nam se zdi neka stvar pocen pa ugodna, ko bi zdaj tista stara jajca popravljal in padamo na filter in kupujemo in zagajamo to mašinerijo masovne potrošnje in padamo na to finto. Isto, kot sem prej omenil, da mi razlika v ceni pri industrijskih hudičev drago plačamo svoje zdravje. 80% tega relativnih obolenj izbira iz industrijske hrane. Kaj pa zdravje pomeni? Nam pa ponovati nažalost poznamo še takrat, ko zbolimo. Ogromno ljudi, ko dobi diagnozo rak, to je dejansko udarc, to je ruka, kot rečemo, se vsede, a glih jest, moramo biti raka. Potem, če vrlično razmišljati, pa lahko stori. In potem ponovati še nekaj radikalne spremembe, ko dobijo neko hudo diagnozo, čeprav je veliko bolj prijetno in zdravo, predvsem pa zdravo in manj stresno, da spremenimo nekaj v svojem življenju. Tukaj bom rekel, da ta bik razlove, da živimo smo kar mi sami. Ker mi smo v bistvu in v nekaj človek, sodobno človek je v čudni, predvsej schizofreni situaciji. Mi smo hkrati žrtve in hkrati zločinci. Mi se moramo tega zavedati. S tem, ko podpiramo to dobro potrošništvo, pa ta novi cirkus, smo zločinci, obene smo pa žrtve in izgleda, da podpiramo. Torej, je paradoks in to je izgleda situacija. Ali lahko rečem, nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni. Odlično. Hvala lepa. Vprašanje iz publike. Mnenja. Za šole pa za vrtce, ste prej govorili, me zanima, kako je za ljudansko regijo,
slika o tem, da se je že tako, da teh 8 občin gor, ne, na severnem Gorenjskem, od Kranjska gora, Bohinj, Bled, ne, Dolca, Jesenica in tako naprej, so rekli, da bi želeli imeti tako, kot Maribor oni, ne, tudi 7 občin najprej, ne. Potem smo se tam želeli dogovarjati, pa mi smo najprej predavanja za starše. Kajti, če starši niso za to, potem ne bo nič rado. Na drugi stran pa kmečko stran, torej ta vir, s ki ne bi hrana prihajajo. In ker tam začel se ta pogovor, je zadeva upluskala proti Kranju dol, ne, in se tam začela, zdaj pa tu še Škofja Loka. Torej, tukaj ne gre, tukaj država nima nič. Mislim, jaz sploh nisem nič z enim ministrstvom pogovarjal, da sem imel kaj z njim pogovarjati, ampak v tem primeru so bili župani, prvi sem je zgodil, da vsi ti župani, da niso več nobeni stranki. Noben več govorijo, v kateri stranki je. Ni to zanimivo. Tega še nismo doživeli. To je neka novost. Torej, govorijo o tem, da to mora uspeti. In jih zanima samo prehrana otrok in so zelo veseli, da se tukaj nekaj novega dogaja v Sloveniji. Torej, prej sem omenil, da zdaj so velike spremembe v sistemu naročanja, ki bodo predstavljene v sredo v Škofji Loki. Tam bodo iz finančnega pa kmetijskega ministrstva predstavili nov sistem naročanja. In to lahko vsaka šola, torej ne vem, kako imate organizirano prehrano, ali ta organizator prehrane pokriva več šole, ali vsaka šola ima svojega, tudi odvisno od velikosti šole očitno, pa tudi kakšne pogodbe ima z dobavitelji do zdaj, a ene šole imajo še veljavne pogodbe, 2-3 leta, kakorkoli imajo te dobe, tako da je vsaka šola specifična. Je pa zdaj na drugi strani dobave, je potrebno pa jasno komunicirati s temi zadrugami kmetov, ki to hrano pridelujejo. Tukaj je težko, eni večji šoli, če ima recimo tam 600, 700, 800 otrok, ne more vsak kmet posebej nekaj dobavljati. Ker vam povem, da tukaj gre za, po zanimivost vam povem, tukaj je za plansko gospodarstvo. Oskrba šol pa vrtcev je čisti plan. Mi smo najprej ugotovili, koliko otroci pojedo po mesecih skozi celo leto v strukturo hrane, potem pa agronomka to strukturo predstavlja na njive. Se razumemo, da je bil razmerje, kaj čebule, pa česna, pa korenčka, pa vsega tega, pa približno tistem razmerju, ko so otroci potrebovali za prehrano. Se narava niha, ne moš točno ujeti, smo hitro ujeli, da ima potem kmet vse vnaprej program. In tudi ti kmetje, ki so vstopali v kooperativ, ni vsak po svoje delo. Vsaka kmetija bi bila točno določeni program skozi 3 ali 4 letni kolobar na tej površini, da so potem te pridelki prihajali do otrok. V razmerih, kot so otroci potrebovali za prehrano. Tako da je tukaj zelo zanesljiv sistem, ki garantira, jaz sem tudi kmetam rekel, nobenih špekulacij, da otroci ne more biti lačni. Otroci rad prehrano vsak dan v šolah. In se držijo tega brez problema. Torej vidimo, da tlej pa treba veliko šola mirati. Mi smo, vam povem, za Gorenjsko imeli vse organizatorje prehrane na enem takole, v enem dvoranu, smo se lepo dogovorili. Morda še kakšno vprašanje? Je dovolj to bilo? Ali so mogoče potrebni strani staršev, da mogli pride te mogoče vprašanje, pobude te šole? Vse, kar je doma, tudi sam skrbiš za neko kvalitetno hrano. Ko je otrok vezan na šolo, in se otroci pač hodijo v šolo, to je obvezno, so tam vezani tudi na sistem prehrane v šoli. In v bistvu, ne vem, kje je ta začaran krog prekin, kot je pač kolegica rekla, a je na staršem, da sami začnemo v šole sprašvati in tako naprej, ali samo neosmiljeno čakati. Kar jaz pa tudi v svojem poklicu delam z javnimi naročili. In pa ne konkretno prehrano. Pač to je direktiva EU in dokaj pač Slovenija ni bila zavezana k tem direktivam, so šole kupovali direktno od kmetov, ker pač prišlo to javno
Ne, to se ne vrača nazaj. Zdaj so v tej državi ugotovili, da tako ne reče, prej sem prej omenil te sklope, ne, ananas pa kramperska pa jabolki pa banane, ne, to je dejansko perverzija trgovca, ki je namenoma narejena. Zdaj se vrača, ampak jasno, tukaj je zdaj zadeva to pet korak naprej, da posamezni kmete nimajo kaj početi. Da rabimo te kooperative, ki imajo da logistično to pošlihtati, da se zadeva lapa. Je pa dejstvo, osnova so starši. Brez volje staršev ne bo nič. Ko enkrat začnejo starši preko sveta staršev, preko teh stikov z učitelji, zahtevati zdravo hrano za svoje otroke, potem pa steče. Prej pa ne gre. Zato imamo mi vedno predavanja za starše. Smo ravno zdaj, ko smo imeli v Škofja Loka, za 4 osnovne šole bojo predavanja o zdravju otrok in o teh hrani, konkretno. In potem, ko starši to zvedo, potem se zamislijo in potem začnejo ukrepati. Dokler pa tega ni, dokler ni odločitve staršev po živi, zdravi, lokalni hrani, se nič ne spremeni. To vam povem, to je 100-krat bilo preizkušeno na terenu. Zdaj pa nekje so starši, mi smo tudi recimo imeli v okviru te nove pedagogike šolske vrtove, ampak ne zato, da bodo otroci pridelavali hrano, ampak zato učilnica na prostem, da se del pouka premakne v naravo, ki je poleg šole. Kaj tam je pač kot en učni center, kjer imate od mlake do betuljega vrta, do zeliščnega vrta, skratka več teh habitatnih tipov je, pa cvetlični travnik, da imajo otroci okrog sebe naravo malo, za katero skrbijo. In ta stik otrok življenja je bistveno drugačen kot tisti stik preko računalnika. Odnos je izjemen. Meni se še zanima, ko sem je delal v vrtcu, smo imeli v bistvu vsega meso, pa v bistvu zakrat nam zjutraj v salamo tako. In me sem zanima, kako je zdaj to rešen, a se je tudi spremenil jedilnik kot tal, kako je s temi zadevami, torej kaj jejo namesto tega, recimo to čisto me zanima, torej jejo bolj kaj lokalno, jogurte in kakve zadeve so v tem domači, ali kako je ta živalska? Jedilnike, ja. Zanimivo vprašanje je tudi zato, ker mariborska izkušnja so nam govorili nekaj, ko so bili, ko so otroci začeli tudi doma zahtevati tako hrano, kot je v šolah dobil, ker je v bistvu obratno takrat, da so začeli v šolah dobiti bolj hrano kot doma. To je malo gore, da ste vi rekli. Torej, nekateri starši so še vedno imeli doma manire iz mega marketov, v šolah so imeli pa že ta način lokalnega prehranjevanja in so otroci gotovo, da so že prej omenili v kruhu, da je bil tisti krv boljš kot domač. In so začeli doma zahtevati, da imajo tudi doma tak kruh, ko v šolo dobijo. To se je začela zadeva širiti. No in mi smo gotovo nekaj zanimivo, da so v te starši rabili predavanja kuharske tečaje. Ne boste verjeli. Mi smo v Mariboru organizirali kuharske tečaje za preko gostinske šole, za kuhanje sezonske lokalno podeljene domače hrane. Ker starši niso znali več kuhati lokalne hrane. Jasno, gre z vozičkom v market, nameče iz polic, paradajz januarja iz Maroka, ali pa, torej dobiš vse cel let, Če si pa vezan na lokalno hrano, se pa giblješ v ritmu letnih časov. Tukaj vam dam v premislek eno krasno knjigo, ki je napisala Emilija Pavlič. Točno v pravem času je išla, na svoje mamica nauči me kuhati, ampak tisto, kar je novost, je to, da je ona naredila po mesecih recepte od januarja do decembra, samo za tiste pridelke, ki tukaj zrastajo. No in na osnovi te knjige so bili te kuharski tečaji, ki so bili starši prav navdušeni, da se da tudi z lokalno hrano čist krasne stvari delati. Pa zelo enostavno, da ni nič groznega porabljenega časa z domačo kuhinjo, kajti industrija ima vedno koncept, da neki namesto nas naredi, da mi to plačamo. To da vam veste. Kao, če se nas plača kuhati, koliko se nas plača vrta med, se nas plača kuhati, in
zdaj industrija dela vedno hitrejši fast foode, zdaj nov cilj industrije je 15-minutni čas za pripravo kosila. To je zdaj nov cilj industrije. Torej, narediti tako hrano, da bo samo 15 minut potrebno vse bo uporabilo kot hrane. Z izgovorom, da potem bo človek, modern človek, več časa zase. Vidimo pa, da ga imamo vedno manj. Torej, ga moramo nekaj kupiti, pa spet čas. Skratka, vse skupaj zaciklano, tako da dejstvo je, da imajo tudi nekaj šolah pa težave, če so otroci že v vrtcu skvarjen okus dobijo. Recimo, da je v vrtcu hrana industrijska, potem pa ta otrok pride v osnovno šolo, kjer je lokalna hrana. Ali pa obratno, da bojo že doma mali otroci industrijsko hrano, pa pridejo v vrtec, ki ima eko hrano, pa otroci nočejo jesti. Tako da smo mi recimo tudi vajali s tamalimi, jabolka iz marketov so hrasta, pa pikasta ta ekološka jabolka, Una z marketov so pa krasna, ker nima menega škelupova in tako naprej. Ko so otroci z očmi gledali pa izbirali. Smo delali vajali, smo oči zavazali, pa da so vam okus pa von, vi vidite, kako so bili otroci navdušeni, ko so pol razvršili, recimo, kjer najbolj višji, pa kjer manj, pa kjer najmanj. Pa kjer ima najboljši okus, pa tako naprej. In so gotovili, da tista pikasta hrasta, jabolka, so najbolj všeča, najbolj okusna. In ko so začeli vadati okus pa von, se jim je spremenila celotna percepcija hrane. Dokaj pa, smo tudi otrokom rekli, da bote opice, razbijete z očmi, ampak se imamo nos, pa imamo okus, To so potrebne vaje, Ampak tukaj, zdaj sem poudaril angleški program, Food 2030, ker Angleži imajo celotno verigo zagnano. Torej, od staršev, vrtcev, šol do javne prehrane. Komplet cela veriga teče. Že od leta 2011. Hvala. Ano, še ena stvar. Prej ste omenili, da ekološko je manj živinoreje, pa več poljedelstva. A je bilo tako rečeno? Del programa je... Oziroma zelenjadarstva, vrtnarstva in tako, Tukaj imaš konopada. Tukaj jaz sem govoril, da so angliški bolj rastline, zaradi prehranske varnosti, ker ti 1 kila goveda pa 2 žitaric. To je čaro zamereno. Ampak hotel sem reči nekaj drugega potem. Potem pa pridemo do tega, da pa bo treba pa gospodariti bolje s tem vodnimi viri, ki jih imamo, ker verjetno povrtnine pa ne bodo rasle v teh sušah in povodnih in tako naprej. Ja. Glede, jaz sem prevedel vodni stres v Sloveniji, ki je že od leta 85. Prvo vedeti, da nesreči ljudi veliko umazanih profiterjev služi. Torej, vsi se bojijo poplav, vsi se bojijo suš. Predvsem se vsi bojimo tudi raka pa teh težkih obolenj. Ampak imamo mi firme, ki ti najprej naredijo poplavo, potem pride pa kot rešitelji pred poplavami, pa naredijo sušo, pa se poplava premakne nižji. Bom prevedel primer. Bo se zdaj lahko spremljali v Sloveniji dramatične dogodke na reki Savinji, ki so včasih posega Kranjo, ali pa v glavo sem že omenil. Torej, regulacija zgornjega toka reke pomeni to, koga voda odvaja. Potem se voda nekje nižje razlije, potopi tam 5 vasi, nalijo betonažo brega reke, poglobijo strugo, hitrost reke še večja, se še nižje razlije. Tako je Savinja šla najbolj poplave zgornje toko, pa podvodo Celje, zdaj podvodo že Laško, če ste spremljali. In na koncu bo šel dol na Savo in mi smo tudi Savo smo Hrvate potopili zdaj. Se spomnite, da zadnji poplava. Ni več Krško polje se razlilo, ampak mi so tam elektrarne nadeli, pa zabetonirali bregove. Če ne bo Zagreb tako velikih nasipov, bi Zagreb potopili, potem bi nam verjetno s Hrvate tožili, smo jih zalili vodo. Ampak kaj je posledica? Hitro odvajanje vode, če poznate Bernoullijev zakon iz hidrodinamike, ko reka preseže določeno mejno hitrost, začne reka sesati vodo s pokrajino. To se dogaja na reki Muri, pa na reki Vipavizne, pa na reki Savinji in sledi upad podtalnice. Voda
to moramo zdraviti, pa se še podtalnico za sabo, nekaj kapilarni premik, in imamo potem sušo, potem pridejo pa kmetje, pa tule, da hoče imeti namakanje. Reka je pa prazna, voda ni več, podtalnica je upadla. S kje vodo dobiti? Vidno, da so najprej služili s tem, da so obsušili, potem pridejo pa isti, pa hoče namakati. In paradoks tega je, da smo enkrat za Pop TV eno oddajo delali pred leti in so bili na Vojkovi v Ljubljani eno veliko tablo, pa bi salva Zveza organizacij za osuševanje in namakanje. In ko smo to posneli, z namenom so lovili ene poplave, ne boste verjeli, takoj po tistem tedniku, ki je bil na nacionalki, so tablo snedilo več zveza. Kaj so sadeli? Najprej te namočajo, potem pa usušijo. Potem pa spet namočajo in to je super biznis. Enkrat je bomo tega želeli. Spoštovani gostje, dovolite mi, da s tem zaključimo uraden del večer. Neuraden sledi pa ob predzivu, ob peškotih, ob soku. Povem naj, da ima gospod Komac